Oj, si v redu? Boja. A? Kaj novega? Mišice pokazal. Spet boja. Včeraj. Kako si? V redu. A? Boš pozdravil starše? Ja. A? Živijo? Dafni, boš pozdravila? Lepo. Boste kaj pozdravili starše ali nič? Ja. Kaj boste rekli? Vidim, da vas bolj me zanima to. Tako da so fajn starši, fajn se počutijo očitno. A ste v redu? Ok. Obrnemo. Obrnemo na okrog, zato da dobimo enakomerno debelino. In tukaj, in tukaj. In na sredini isto je, ne? Tako obrnil. Sprav z tega bomo zdaj vrv naredili. Prav? Z desno roko vedno zavijete stran od sebe. Samo ta gib delate, se pravi stran od sebe, vidite? Ne proti sebi, kot bi dali gas pri motorju, ampak stran od sebe zavijemo, vidite? Pa poj preprijeme s tema dvema prstoma. Da se mi ne odvije nazaj, ok? In zavijam, tako da postanete že kar precej težko za tole, ne? Ko se mi ustavi, ko ne gre več zavijati, dam sam prste skupaj in se mi ustvari tale zankica. Vidimo? Taka zanka se čisto samo ustvari, ja? Jo primemo, jo stisnemo, imamo zgornji in spodnji del, prvi. Zgornjega vedno obrnemo naprej, da dobimo takole okroglo strukturo, vidite, in jo preložimo čez spodnji del. In spet zgornjega zavrtim naprej, da dobim tako okroglo strukturo in preložim navzdol. In, kot vidite, nastaja potem taka zelo lepa vrv. Zelo močna je tudi, seveda. Takole. In ko pridem do momenta, ko mi zadeve tukaj grejo v koncu, kaj naredim? Samo dodam še nov material, ga samo dodate zraven, zavijete kot eno, a ne, se bom pokazal, in nadaljujete s pletenjem vrvi. In dobite tako... Kitko. Ni kitka, ampak prav prava vrv je. Ja. Ali dosti vrsta? Tako. To čutek. Probuš trgati. Kaj pa če prav z nožem? Z nožem bi pa itak. Boš ti probu. Hajde. Močno. Merci. Merci. Sam je, mislim, da bi počela. Sam kar nekaj saj pala. Ne bi kar tako počela, verjem. To je močno ka strela. Res. No, močnejše kot strela pa ne bi kdaj. No, ni ka strela McQueen, ampak tako. Potem smo rekli, dodamo še nov material, ga naberete, ga spet razpolovite, ta kup na pol, obrnemo, malo očiste tole, kar stran štrli. Dodate zraven, smo rekli, kar takole, evo. In se skupaj obrnemo naprej, da postane kot eno, a vidimo, in samo nadaljujemo. Isto naprej delaš. In na koncu, ko pridete do konca, se naredi še stopper not, to morate obvezno narediti, če ne se vam bo vrv, kaj? Razdrla se vam bo, ja? Kaj se vam naredi? Bom pokazal. Stopper not se naredi tako, da ko končate z vrvico, greste okrog prsta, od zadej, takole, vzamete prst ven in kamor je prst kazal, vtaknete to vrvico in zategnete. Se naredi čisto normalno vozu. Ja, seveda. Pomembno je, da se vam vrvica potem nič več ne razdre, ne? Kaj pa če je ful dolga? Če je ful dolga? Ja, isto. Vozel mora biti na koncu. Pa te stvari, ki vam štrlijo, sam porežete takole stran. Lahko zdravo, če ga daš. Seveda, lahko še podaljšaš, če želiš, ne, se veš. Smo rekli. Jaz sem vam pač sam pokazal, recimo, da sem hotel imeti samo tokle dolgo vrvico, ne. Vete, kje prideš tukaj? Ko tle prišla štukana, se pravi, vedno morate na začetku tako narediti, da
da imate en del krajši, kot ta drugi, zaradi štukanja. Ker če bi na istem mestu štukali, na obeh koncih, bi se vrvica tam kaj pretrgala bi se. Tako se pa ne pretrga, se pa v bistvu zelo lepo uplete noter in evo, probate strgati. Pazi, da ne boš koga s komolci, če se ti slučajno strga. Urban, pazi samo, če ti, a veš, da ne boš koga s komolci. Ja, ne gre. Ne gre, ja? Pazi, zdaj. Lega. Mišica. Dajmo. Pazi, da ne boš koga s komolci. Se je vdal človek. Ne gre. Drugač bi pomen, da rata. Če bi še malo ustrajal. Ne boste poskušali? Ok. A bo kdo vzel za spomin? Jaz. Evo, izvolim. Andrej. Torej, zdaj ste videli, kako to... Če boš pustil mesto, ne bo nastavil. Ja, samo je dobro. Ja. Samo da boš imel. Ja, to je. Tako narediš. Ko pa sam primaš, ja, ampak moraš to naprej izvrtiti. Dobro, in tu ga daš malo zaviješ. Tako. Tako. Travo bi imel rabo, a ne? Tako in pol. Tega. Tega, ko že zaviješ. Čez tega. Ja, čez tega. Kako kar ti to? Rekao je da si njega nauči dvojno štukat. Kaj pa? Štukat. A ja. Mene prav roka že boli od tega vrtanja. Jaz to nisem znal. Kaj je to? Ne se, če bi kdo ti malo to sodeloval. Skak. Prinesel sem vam nek cel kup. Zelo je dober. Hvala, Nadja. Za? Sad dva pletena. Naši teammate imajo... Bolniški? Misliš ambulantni? Ja. Mene zanima, prej Laris pokazal sam tako, kakor da bi sam to pa še eno pokazal, pač skup, eno. Kaj? Ja, kako pa zdaj, ko imam a pol po dve pa po dve zvežeš, ali kaj? Pač... Ja, ali pa narediš en šop, ne? Daš ta dva skupaj. Ne, da slišim. Si to si mislil? Ja. To si mislil, ja. Kjer je dva? Ja, Larisa pa... Ja, tole gre pa klopno. Velik. Če mi izgubimo, pa bomo rabili ta veliko posodo pričati tu. Jaz sem to na Valentin, ker nič ne dela. Kako je, Urban? Fajn. Zelo pridni ste. Kjer je bolj pridna, kjer je skupina? Naša. Vaša? Vi boste združili zdaj, a? Ja, mi imamo sicer... A vi pa tokle? Oni smo skupaj, mi smo skupaj. Mi imamo skupaj. Aha, takole? Aha, Ja, tle dva pleta, oni pa en. In gled, koliko smo mi spletli. dobri ste. Skupaj Jan spla. Dobri ste, super. Ja, se to. Imamo asa v rokavi, veš? Ja, ima že ful izkušen očitno s tem. Fajn že roka. Vas roka boli? Asa v rokavi. Kako je, Andrej? Dobar. Uživaš? Se kaj naučil novega? Zakaj bo to Si se, ne? Lepo. Nekaj mi je lažje.
Vame, dala sem kupil bijelo, kupil. Na tla. Ibi na tla. Jernej, kako pa tebi gre? A, fajn. A je dobro, ker ne rabiš posode pomivati? A? A si fejst trpel včeraj? Ne. Ni bilo hudo? No, fina, me veseli. Ja, jaz sem trpel. Ti si trpel, zakaj? No, daj povej. Ker si mogel posodo pomivati. Kaj? Sem mogel v lonc, to sam zriba. Jaz svoje posode pa pravim, to sem se pisal. Samo čmor. Ma se ni tako težko, a ne? Kar težko je. Kar težko. Ja. No, super. Andrej, kaj pobiramo? Cikorje je, bravo. Cvetove cikorje za čaj. Čakaj, da raztegnem, da vidimo, Evo, še vrv pogledamo. Koliko je lepa, poglejte to. To je neverjetno. Kar drži, drži, drži. Takole, da se vidi. Tukaj mi je pa še posebej všeč. Tle pa res lepa, poglej to. Zelo dobra. Zelo dobra, upam, da bo tudi dobro ocenjena. A ste že konc? Kar da je zlaš. No, kar, ja. Kar počas zaključno. Sam še to tleka imam. Tako, tako. To še pokur. To travo, ko imamo tle. Tako, ja. Evo ga. Ajde, Andrej, skuti nekaj. Še zaključni vozu. A dam što, ali? Ne, kar zaključimo, smo rekli, počas. Prav? Naravno, to sem skoro zvezal. Ne, luzali smo dalje. Šle? Kako bomo poli zakazali? Čak, jaz sem to vozal. Okrog prsta, ne? Ja? Dej, takole boš ti posnel zdaj. Tako naredimo ta zaključni voz, se pravi, gremo okrog prsta Dobro. in kamere prst kažu utaknemo, torej kamere prst kažu utaknemo tale šopak. A ja, to? Ja, dotakneš skozi, potegneš in zategneš ta vozu. Evo ga. Moj Snapchat. In se ta vrv ne bo več podrla, ok? Dobro. Evo, Kaj imaš končano. ti Snapchat? Ne smem povedati. Smo že izvedeli. A ste že zvedeli? Ja. Ja, ne probaj. Kaj pa sprašuješ? A me boš dodal za frenda? A? Ok. Zapet naprej. To, kar bi šlo še. Majčkan. Ja, za pol metra, ne? Dobar, sam je pa razlika v tem, da je on sam pletel. Ja, gledajte, se pravim. Tlele vam je še voz ob neki požaru, a ne? Ker ste spajali. A? A ja, ima še Dafni tamle. Oh. Kjera skupina? Prva je zmagala, a ne? Kaj mi moramo zdaj zakazati posodo? Se ni to kazen. Nekdo mora kazen pomiti. Oni so dobili nagrado, da je ne rabijo pomivati. Ne, smo se zmenili. Vsak svojo, pa tisto, ki Lunta zgubi velik lonc. Ja. A tako ste se dogovorili? Ja. Poglej jih. Pa to je neverjetno. Se pravi, vsak svojo posodo, kuhalno pa... Ja. Odlično, rešeno. Evo, bravo, ekipa, pohvaljeni. Zelo dobro ste se organizirali in je pošteno, ne? Ja, idemo. Dajte, ajde, še obe spojite skupaj, pa da vidimo. To bomo pol okrog vhoda navili. Ja, pa tam imamo še 2 metra pa pol. A res? Ja, da smo včer plesali. A dej ga lont. Ja, tam to damo plenu. Ja, pa moraš vse en vozu narediti, veš? Kjer on. Kar over finger spet narediti. No, da vidim, če bo šlo. Čakaj, zdaj pa... Čak, tu je že okol prsta. Ja. Sprav tle okrog prstov vi, Kaj tle? okrog mojega. A ja. Okrog mojega pa kamere prst gledal, potem greš od spodaj, tle od spodaj. Ta pa sem tle. Čakaj. Premalo si vzel. Premalo si vzel mesa, se reče. Gremo okrog prsta, Več. od zadaj, od spodaj. Ne, tle pol prstov nazam, pa tako takneš not. Ampak koliko Pa malo? zategni precep, potegni. Kar potegni, noč se bat. Evo ga. Bo? Bravo. Dolga, koliko imamo? Koliko je to? Lahko štejemo? 60 metrov. Ne, 17 metrov. Toh pa ni. Tole je po moji oceni 7 metrov.
Da še primerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo, ja. E pa tam imamo še 2,5 metra. Ne Ja. 2 metra več mislim. Zelo dobro, poglejte, kaj lahko naredite kot ekipa, a ne? Se razumemo? A Mislim, vidite, da če več. združimo moči, se reče, a ne? Pa nastane bistveno daljša vrv, kakor če pletete kot posamezniki, a ne? Ne, on je sam pletel. Evo, poberemo še malo tehle cvetov, a ne? Prav, Andrej. Ne jih stres, prosim, ja. Tako. Evo, Valentin, nekaj smo pa nabrali, ne? Ja. Nekaj pa je. Ne bo šlo. Evo ga. Noč, ko ga stisnemo, pa odnesemo, evo. Vrečko. Ja, na mesto vrečke. Med drugo svetovno vojno so ta vozel zelo dosti uporabljali bolničarji oziroma reševalci na bojiščih, a ne? Ali pa medicinci, ali kakorkoli. Se pravi, so vzeli povoj, so ranencem pač oskrbeli, mu očistili rano, ga povili s povojem in povoj potem zavezali za trikotno ruto. Na ta način, se pravi, so zatesnili rano, a ne, da ni krvavelo. In seveda so naredili tak vozel, ki potem tudi po nesrečencu oziroma temu ranencu ni pritiskal na telo. Se pravi, da ga ni žulil ali pa tiščal, a ne. Se pravi, smo rekli, ta vrvica, ki gre proti meni, gre preko tele, ki je ta druga, ker je stran od mene, noter pa ven in dobimo, smo rekli, tak ploščat, kakor vidite, vozel. Zelo enostavno ga je razvezati, se pravi, samo potisnili so ruto takole skupaj, a ne, vidite, se je že razrahljala in so imeli v trenutku razvezano rano, da so lahko povili, mislim, odvili povoje stran, pa operirali ali pa zašili, če bo treba, ne. Okay? Zato se imenuje ambulantni vozel. Moški vozel pa zato, da veste, da obstaja tudi ženski. Sprav, ženski je pa obratno, kakor moški, se pravi, če je moški, tako se sem tako obrnil, da boste vsi videli, kako jaz vidim, ne. Prav, gre tale preko te pa not pa ven, to je moški, ja. Zdaj bomo naredili pa še ženskega. Se pravi, ženski je pa obratno, pa gre ta vrvica, ki gre stran od mene, preko te, noter pa ven, ravno obratno smo rekli in dobimo pa to. Kaj se je zdaj zgodilo? Razštelal se je, ne? Prav ta vozel ne deluje, oziroma ni kot moški vozel, ne? Vidimo, da se sploh ne zategne, ne? Ne drži. Sprav pa naredimo pa ambulantnega. Bolj vlečem narazen, bolj je zategnen. Ste videli razliko zdaj? Ja, torej, ta je ta prav, ženski pa žal ni ta prav. In ko boste ženskega naredili, boste točno vedeli, da ni moški, zato ker ni take oblike. Seveda, če boste to vadili. Ja? Zdaj dajmo reči, da ste se naučili plavati, se pravi, naučili se, kako se vozel naredi, potem pa je odvisno od tega, kako boste dobro vozle delali, od tega, koliko boste trenirali te vozle. Vozle znate takrat, kadar jih znate z zavezanimi očmi narediti, kot bom jaz potem pokazal, a ne? In pa, ko jih naredite recimo tudi za hrbtom, a ne? Sprav, da točno veš, kaj počneš. Sprav, da tudi v temi znaš narediti ambulantni vozel za hrbtom. A pa še kakšnega drugega, saj ni problem. Ok? Pa ambulantni vozel odpade, ne deluje. Sprav, zdaj bom spet naredil ambulantni vozel, 2 različne debeline vrvi imam. In zdaj grem s to debelejšo, ki gre proti meni preko te, noter pa ven, zategnem, ne? In Je isti kot ženski. slabši. Sploh ne deluje. Ste videli, kako je razpadel? Ne? Namesto, da bi dobro držal, evo. To je zato, ker sta 2 različni debelini vrvi. Kaj naredimo v takih primerih, če hočemo združiti 2 različne debeline vrvi? Ne, ni prusikov. Ribiški vozel. Imamo enojni in dvojni ribiški vozel. Tako pa tudi trojni, če hočete.
Sprav damo oba konca takole usporedno skupaj. Vidimo? Stegnemo prst leve roke in z desno roko ovijemo enkrat okrog prsta pa okrog te zelene vrvice. Vtaknemo prst ven in kamor je kazal prst, vtaknemo ta konček vrvi, zategnemo, dobimo čisto preprost stopr not, tacga, ki smo se prej naučili, pri vrvi, a ne? In obrnemo in še s to tanjšo enako naredimo, se pravi, stegnemo prst leve roke, ovijemo okrog obeh vrvi, prst vzamemo ven in kamor je kazal prst, taknemo noter tole in dobimo takle vozel, ki se imenuje enojni ribiški vozel. In to ne gre na razen. Drži? Če hočemo dobiti to na razen, samo potegnete za dva konca, naredite takole in je zadeva že rešena. Tle bom zdaj naredil dvojnega, se pravi, dvojni pomeni pa, da dvakrat ovijemo okrog prsta, ne? Naredimo takole, dobimo pa malo večjo zanko, no? Malo debelejši vozel. Tle bi zdaj enojni, naredimo v dvojnega, lahko smo rekli, kako? Dvakrat ovijemo, ne? Da imamo dvakrat tole vidimo, taknemo skozi, zategnemo in dobimo to. Okay? To se v ribičiji dosti uporablja ali pa pri ogrlicah ali pa zapestnicah. Poznate te vozle? Veste, kaj si lahko regulirate potem. A hočete daljšo, a hočete krajšo, si hočete bolj zategniti kaj, a ne? Ja, taka moja. Tako imate okrog vratu običajno. Če hočete kaj podaljšati, a ne? Vidite, kako se mi zdaj roke podaljšujejo. Imamo daljšo, če hočem krajšo narediti, pa pač samo nazaj zategneš. Pa držite. Tegnete se naravi, ko spajamo recimo dve ribiški vrvici, ena seveda kaj debelejša in potem recimo imamo še pred vrvico. Poznate to? Kaj tanjša od Kako? Nismo ribiči. Niste vsi ribiči? Ne. No, Ja, tisti... pa moj sošolc bi, pa moj sošolc. Ja, no kakorkoli. Sprav, kadar hočem iz debelega laksa na tanjši laks prešaltati, uporabim ta vozel. Jaz osebno. Sprav, vtaknem, tako naredim takole zanko, vtaknem od spodaj laks, potegnem proti sebi in zdaj tukaj v roki držim koliko vrvi. 1, 2, 3. Je tako? In tle imam zanko. In s tem koncem vrvi grem 5krat okrog zanke. Okrog vseh 3 vrvi. 1krat, 2krat, 3krat, 4krat, 5krat. In ta konček, ki mi ostane, vtaknem tlele noter v zanko, zategnem zanko, da ta konček zatisne. Ja? Potem zategnem še tole. Tako. Vidimo? In ko je vozel končan, primem za ta konček, ki naj bi bil malo daljši sicer, pa za tole, pa za te dve skupaj in zategneš. Ok? In dobimo Albright knot, kot sem rekel, ki se v bistvu nadaljuje iz debele vrvice v tanjšo vrvico. Kako se pa to razreže? Preprosto je. Se pravi, zelo enostavno, samo taknemo oziroma potegnemo tale konček ven. A ne? Easy busy. Se pravi, vsak dober vozel je hitro zavezan in hitro razvezan. Če je pravilno narejen vozel. Velja? Ja. Ok. Prav najprej moram kaj narediti? Moram preveriti vrv, če je brez vozlov. Okay. Ok, je brez vozlov, v redu, me veseli. Zdaj pazite samo toliko, da ne bom koga po nesreči maknil. Zdaj moram poiskati eno drevo. Zdaj sem slep. Prav tukaj bom naredil zdaj začetni vozel. Začetni vozel je čist preprost vozel. To je ki ga zaviješ, a ne, ti gasilc
Kdo je že rekel, da ga pozna? Kdo? Jaz, To si Jernej. Jernej, ne? Sprav, to je ki ga zavijaš, se pravi, konc vrvi ovijaš okrog samega sebe, se pravi, to je nadaljevanje, to je pa konec vrvi. Drži? Konc vrvi lahko pride gor nad nadaljevanje ali pod nadaljevanje. Kaj želite? Pod. Pod. Se pravi, lahko pridemo od spodaj in ta konec vrvi ovijemo nazaj proti, torej čez tole vrv moramo iti, čez nadaljevanje in trikrat ovijemo proti nazaj. Tole, vidimo? Jaz ne vidim drugače. Ok? Se naredi taka zanka in ko je ta vozel napet, sprav se jaz lahko cel gor obesem, bolj ga šponam, bolj bo držal, in ga potem zelo enostavno lahko razrahlam, nastavim višino, katero želim, ok? Drži? Ok. V redu. Prav, poiščem zdaj spet drugi konc vrvi. Nimam palce. Palce A za zdaj nam. boš šla tu. Čakaj. A, tukaj je falilo. Ne. Ja, pa se sklon. Da ne. Dobro, vse bo služno še ga narediti. Bo. To je voko meni. Ja, bo to je drevo, ne? Ja, pa bo, mene bo zdržal. Ok, pridem čez z drugim koncem vrvi, potegnem vrv čez. Tole je nekje, pravi 1 meter pred drevesom, približno tukaj, naredim alpinsko zanko. Prav naredim tako, da ovijem vrv 3-krat okrog roke. En, dva, 3-krat, vidimo. Pridete od spredje, takole, sprav, pod prvo vrvico, zagrabite drugo vrvico, jo potegnete malo ven, prav, da dobimo tako zanko. In grem pod obema vrvicama, se pravi s to zanko pod obema vrvicama nazaj proti izhodu in dobimo kaj? Alpinsko zanko ali topovski vozel. Zakaj topovski vozel? Zaradi tega, ker bi tle lahko naredil eno večjo zanko, ker bi lahko več vrvi potegnil skozi in bi dobil tako ogromno zanko, jo dal čez prsa in lahko za sabo vlekel nek tovor. Na taki vrvi, kot je ta recimo, bi lahko za mano ali pa pred mano bil še kolega, enako s tako večjo zanko in bi 3 ali pa 4 ali pa 5 ali pa 10 nas lahko vlekli nekaj težkega za sabo. Kolega, ki je zletel z ceste, ga ven probamo potegniti, ali torej z avtom ali pa s čim drugim, ali pa so vojaki topove vlekli po gorah na ta način. Zato ta topovski vozel. Uporablja se pa tudi, kot sem rekel, ima ime alpinska zanka in to je pač vozel, ki boste videli, da ne potuje po vrvi, niti se ta zanka povečuje, niti pomanjšuje. Se pravi, vedno enaka ostane, ko je ta vozel zategnen. Zdaj bom ta nadaljevanje vrvi, ki sem potegnil čez okrog drevesa, bom prevlekel takole in zdaj, sekundo, takole, da malo više, stopim šele še na tole stran. Takole.
pravi, zdaj je vrv kakšna? Napijet. Ohlapna, ne? In zdaj čez tole zanko se vidi, da sem potegal vrv in vlečem vrv nazaj proti drevesu, ne? In kaj se zgodi? Kaj se zgodi? Napenja se. Kaj pa zdaj to bilo? Začetni voz je šel po gobe. A resno? Ja. Dobro. Dobro. To pa ni v moji navadi, da se to zgodi. Zdaj samo napetost držim tukaj z dvema prstoma, lejte. A vidite? Ja. Dva prsta držite vso napetost, te vrvi. Zdaj naredim tako štirico. Se pravi, trebušček je tle, kjer imam palec in kjer imam ta dva prsta držim pa repak te štirice, vidimo? In repak štirice gre skozi trebušček proti meni. In je zadeva rešena. Napeta. Zdaj, da se mi to vse skupaj ne podre, lepo, evo, vidite, kaj se zgodi. Še ni vrv pospravljena lepo. Spravi, zdaj naredim tako osmico. In vtaknem ta del vrvi noter v zanko. In zategnem tole zanko, to vrvjo gor in imam v bistvu potem vse pripravljeno. Ko hočem iti, samo potegnem tole k sebi, na ta način, da razrahljam ta vozel, še enkrat zategnem. Ok, kakorkoli. Zdaj, preden bom šel gor na vrv, kaj naredim? Preverim, če me zdrži, tako da imam noge še zmeraj takole, da če mi pade, da ne bom padel na zobe. Ok? Pravi, a ste še tle? Ja. Taka tišina je. To je lepo. Se pravi, ko grem na vrv, jo takole zajahate, date koleno na desno stran vrvi, gleženj desne noge pa na levo stran vrvi, če sem tako obrnen. Desna gre koleno, desne noge, gleženj gre pa na drugo stran vrvi. Če boste to naredili, ne morete potem dol pasti z vrvi, zdaj boste videli. Se pravi, se lahko ležemo gor, še tako naslonimo glavo, lahko, in počivamo. In kaj, če se nagneš na levo? Kako? Kaj, če se na levo nagneš čist? Ne razumem. Če se čist na levo nagneš, pol padeš, ne? Zakaj bi se na levo nagnil? Vprašam. Ko se pa premikate, se pravi, se dvignete in se premaknete po vrvi naprej. V redu?
Ok? Še vprašanje? Smo rekli, poiščem tole, potegnem sebi, vrv vržem ven, potegnem tole no, zanko. Evo, povlečem tole ven. Prevlečem to vseh sep. Rešim alpinsko zanko še. Se pravi, čisto preprosto je. Vsak vozel se da z enim prstom načeloma razdreti. Lejte. Prav, ga držim in ga z enim prstom razrahlam. Ali pa tukaj. Ok? Z enima pa z dvema prstoma. Ta bi zdaj kar dobro zategnen. Torej ta alpinska zanka, ne? Sem rekel, se vsak vozel zalomi, ga razrahlamo in končano. Grem še drug konc, razdreti začetni vozel, se pravi ga spet razrahlam. Poiščem tole. Evo, in rešeno. Potem spet so vrv prevlečem k sebi, zdaj očistim ali pa preverim, če je kje raztrgana. Ok, ni. Potem naredim dva raztežaja, si dam okrog vratu, kjer gre dol, gre potem tudi gor. Dol, gor, dol, gor, dol, gor, takole nekako. Tukaj lepo vzameš to izza vratu, čeprav jaz to nisem imel lepo zdaj izza vratom, ampak kakorkoli. Primete takole, da imate gor tele zanke vse skupaj, poiščem te dve vrvici, ovijem proti dlani gor, proti roki gor, moji levi. Taknete roko čez, potegnete te dve vrvice skozi, naredite tako zanko, jo povezate čez tole zanko, poiščem te dve vrvici spet, zategnem in to stoji potem skupaj. Pravi, se ne razdre, damo potem čez ramena, prekrižamo spredaj, prekrižamo zadaj, ja, in spredaj zavežem, kaj? Opa, le malo je naravna podlaga. Kaj zavežem? Koga? Moški ambulantni vozel. Evo, in vse je lepo ob telesu, neč ne štrli načeloma, če pa kaj štrli, pa si zatakneš takole za ta pas. Evo. To je bilo to. A se da? Ja. A sem kaj videl? Ne. Res nisem nič videl. Presežem, da nisem niti gledal, ker sem ves čas mižal. Ok? Spravo smičko, potem pridem z vrvjo pod obema vrvicama tukaj. Dvakrat smo vezali ambulantnega, ne? Spomniš? Priješ čez, pod obema, tole se bom potem tole zatlačil, da ne bo vse štrlelo okrog. Takoli. Spravi, in zdaj samo sledim teli vrvici. Spravi, kakor gre ta tukaj čez, gre tale usporedno z njo naokrog. Potem vidimo, gre tele okrog, pa tlele noter, pa tle od spodaj, samo sledimo ji, vidimo. In pridemo tlele ven in zategnemo osmico. In tle naredimo še stopper not, obvezno. Sprav, da se nam ne bi karkoli porušilo. Kako? Da se ne bi kje razvezalo, ja. Ok, stopper not je. Sicer bi lahko bil malo daljši, kakorkoli, sam pa gre v glavno bolj za prikaz kot ne.
Potem pa smo rekli, sprav, zdaj sem pripet na osmico, to je en najbolj varnih vozlov za pri plezanju, a ne? In potem imate običajno, ko plezate, imate nekoga na drugi strani, ki ima gri ali pa kakorkoli in vas varuje, se reče temu, ne? Se pravi, vas zateguje, da lahko potem visite v pasu. Evo, jaz lahko delam zdaj, kar hočem, a ne? Sem zelo dober v pasu in se lahko potem tudi spuščam, a ne? Če imam možnost. Ne? Okay. Prav, fino našponamo. Makni se. In tako naprej. V redu? Ja. Prav, dosti trenja mora biti. A ne? Vidite, in ne moram tudi ven, ne moram past. Ramena, vidite, kako me drži vrv. Se lahko prav naslonim pa počivam. Ti si zavejo, zavežeš. A? Ti zavejo, zavežeš za zihar štrik. Da se ti zavežeš, za kako debelo. A vidite, kaj napadam ven? Je bilo pogornata ruca dali. Pa ne bi pa bi držalo. On težek ruca, vidim, da je šlo kvarma, bo držalo. In tako naprej. Zabavno, veš? Pol tukaj tem se malo razvezano. Kaj? Tukaj, to je to. Kaj se je razvezalo? Ja, ni to. To je znati čepno. Ja, to se je pol napelo, ne? Zato smo pa vse te voze naredili, da se nič ne razveže. Ja. Da ne pade dol z drevesa. Ja, tle me je fino zatisnilo, a ne? Ja, tle boš ti jemo Tle zdaj. me je fino zatisnilo, ne? Me je dobro držalo, ne? Ja, ja, ma boš jemo tudi ti. Ne bo, ne bo. Ne bo težav. Ne skrbi. Uporabljajo vojaški specialci. Ja, ampak v glavnem specialci. Prav zato, ker imajo potem tudi eno roko prosto, da se lahko branijo, ne? Če je treba. Se pravi, in lahko gre tudi malo hitreje dole, ne? Ali pa zelo počasi. In kontrolirano, ne? Vidite, lahko res kontroliram. Opale. Moram zdaj vpred. A ne? Lahko tudi počivam dalj časa, ne? Se tle zavežeš vozu in čakaš. Pa lahko 2 uri potijo. Ja, lahko. Prav, ena opcija je za naprej, greš pa naprej, druga opcija je pa za, torej nazaj, ena je pa naprej. Spet, isto kot prej, spredje prekrižate, greste zadaj za noge, prestopite vrvice, zagrabite te 2 vrvice. In isto, ne? Ja. A ne? Pravite pa in... A vidimo? Superman, oh je! Kdo bo šel? Probat? Jaz bi se bro. Jaz bi se bro. Čakaj, no. Dej, primi vrvi. Ne, zadaj, spet bliže gor s neki. Kako boš obrnen? Gor. Dol. Od spredi prekriži. Urban, spet pomagati, ker vidim, da bo zaplet. Ja, mene ni bilo, ko sem bil. Man. Boš sledil navodilom mojim. Prekrižaš, z vrvema pejdi nazaj, pa samo z nogama prestopi. Ne, neč tako.
Poprimi one dve vrvice, ki jih imaš v spredi. Tako od zadaj spustiš, evo, naštimi si v pasu, malo višji si gor potegni. Še tam. Nasloni se, pa boš videl, kako je. Spravi, ne smeš spustiti teh dveh vrvic. Če jih boš spustil, si padel. Nižji si dej, v pas si dej. Zdaj te bo v trebuh žrlo. V kolke si dej. Evo ga, bravo. Je spodrceno? Pazi, ja. Pusti štrik, njega primite. Michael Jackson, no je. Dobro drži, ne? V bistvu držiš tle fiksno in se samo premikaš proti telesu, ne z rokama. Podajaš vrv. Ne smeš te popuščati, ker če boš enkrat popustili, lahko odletite ko skera. Ja, ajde kolega, spet. Kako boš šli? A si bo snela, da sem šel dol. Bliže spredi, a boš nazaj. Bliže, potegni vrvici naprej, od sebe, od spodaj pod glavne vrvice, pod, tako pa samo prestopiš. Samo prestopiš z nogami, tako, super, bravo. In zdaj drži tam od spredi, tako pa poberi od zadaj obe vrvice, bravo, tako. In zdaj se počasi, obe moraš v eni roki držati, ne tako, ej. Zdaj si stav naredil. Sam tole. Ne drži. To. To obe strimi. To fiksno drži. In ko boš šel z roko proti visi dol, se bo popustil. Vidiš? Postavče nazaj. Kar se upaj vrvi, ne bo se spustila. Mogoče si daš malo nižji, da te ne bo v trebuh. Malo nižji si naštimi. To. Malo nižji si naštimi. Tako bo to gor rezala. Ja, prav zdaj ne smeš te dve spustiti, zdaj noben tle gor, više pride. Neče se premikati. Kaj se naredila? A se žge, trenje. Super. Ja, pazi, da ti bo zmanjkalo, ne? Potem, ko končate, samo potegnite vrh vse izza drevesa in je zadeva rešena, ne? Ok? Ej, če tam lahko ti še nožiči držal zraven v eni roki. Ja. Seveda. Sam zaprt ga, da se lahko. Ja, seveda. Tu pa i tam. Še kdo? Ha? Ne? Ok? Ja. Pripravi se na zbor. Živijo. Kam gremo? Boste povedali? Kopat se gremo, tako je. A kdo ve kam? Ja, Kam? V reko, Bloščico. Tako. Tako, ker smo na blokah, ne? Ok. Tako je.
Uživate? V senci je pristal. Prevroče. Prevroče. Pa pa skoraj v senci. Odlično. To ni bil lep met. Med je bil lep, samo ojen je bil bolj piljav. Opale. Opica. Kokoš. Petelan. Tiger. Ris, kapibara, ovca, konj, Srna. medved, Koza. Pika polonca. Jelen. veverica, krava, ovca, ne, bik. Ovca. Ja, ne dobro. A že bila ovca? Ja, še on Ja. je rekel, ja. Počepni. Počepni. A bik? Ja. Ja, si že rekel, počepneš. Okej. Bik, Bik. Podgana. Podgana. sava, Pingvin. Čebela. Komar. žaba, črni medved, osa, Golub. Se pravi, naštevamo vse živali tega sveta. Kako? sršen, Sršen. Snežni leopard. Galeb. Pači pastir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, pes, mačko, 9, pijavka, pijavka. Indijski konj. sova, Bolj na glas, prosim, govorite, da bodo vsi slišali, prav? Veverca. Veverica? Ne. Kit. Kit? Morski pes. riba, škrat, Škrat? ja, Kaj pa je to za eno žival? krt, A je krt? Aha, ok. krt je škrat po domače. Se moja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Počepni. Sokol. Sokol. Bramor, Bramor. Škržat. Čoro. Kamela. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. črv, Črv je že bil. Si že bil? Počepni. kača, Kača. Mravlja. Mravlja. 9. hrošč, Kamelon. Trot. Vidra. skorpion, Pridite vi bliže, ko ste še v igri, pridite bliže mene. Ladvenica. Kako? Ladvenica. Ok. riba, Morski pes. Je že bil počepni. Polš. Polš. Piranja. Ja. lizard, kako? Aha, kuščar. Pingvin. Dobro. Hobotnica, To je že bilo. Tu je počepni. hobotnica, Hobotnica pa še ni bila. Morski koniček. Broš. Bravo. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jaz. A? Jaz, na primer. No, ker smo vsi živali, ker smo. A ti? Kot Ja, ti, da si žival. no, vsi. Ljudje? Ja, ljudje. Dobro, ti priznam, smo živali. A? kobilica, Kobilica, Zajec. zajec, Paličnjak. paličnjak. Rdeča mrava. Odlično. Si že nazaj v igri, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. petelin, Bravo. Je že bil rekel. A, počepneš? On je rekel, ja. Polš. Polš. to je že bilo, Počepni. Kenguru. Kenguru. kokoš, Sem še videl sta. Kako še je že bilo? Ja, kako si že bilo? Čestitam za prvo zmago. Bravo, odlično. ris, Sorry, nisem povedal pravil. Danes naštevamo, oziroma v tej rundi naštevamo samo živali, ki živijo v Sloveniji. Okay? Ne naštevate mi živali iz živalskega vrta. Prav tiger, slon, lev in take podobne ne bojo prišle v poštev. Velja? papa ris, Ris pa je, seveda je, živi. Tudi tuna živi, pride v Piranski zaliv, a ne? Pridejo tune, tako da tudi tuna velja. Okay? Raki tudi, seveda. Bomo kar začeli s tabo, kar izvoli. Pes. Pes, rak, rak. polž, bik, antilopa, Nažalost ne živi v Sloveniji. A bi kaj drugega, imaš kaj drugega na hitrco? mačka, Mačka. Komar.
Da ti dam eno popravni izpit, a ne, verjetno si preslišala. Sova. Sova. Močerat. Koza. Kači pastere. Deževnik. Mravlja. Riba. Koza. Medved. Ris. Kača. Volk. Krt. 9, 8, 7. Mušica. Kako? Mušica. Mušica? Djatelj. Djatelj. Detelj. Ja. Dobro. Deževnik. Deževnik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Počepni. Dober dan. Lisica. 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 Kobilica. Kobilica. Štorka. Štorkla. Hrošč. Žolna. Žolna. Pajek. Mhm. Slog. Kdo? Slog. Aha, polž. Medved. Medved je pa že bil, a ne da? V tej rundi, oprosti. Počepni. Ja, poslušati je treba, dober. Kako? Galeb. Galeb. 9, 8, 6. Morski pes. Čero. Črv. Deževnik. Dobro. Kokoš. Pika polonca. Sokol. Sinica. Strigla. Slepec. Dobro. Kozorog. Kako? Kozorog. Kozorog, lepo. Petelan. Petelin. Brancin. Dobro. Človeška ribica. Odlično. 9, 8, 6, 5. Drozd. A? Drozd. Drozd. Ne vem, kje je to. No, Ampak ne bo. A lahko pišeš? kaj? Lahko pišeš to žival? No, ko v drevesu dela lukne. Da. A, žolna. Ja. Ok. Žolna. Si rekel žolna? Ja. Ja, nažalost je prišlo do nas Smrdljivc. smrdljivc. Gams. Gams, zelo lepo. Podlasa. Podlasica. Sinička. In topir. Lisjak. Lisjak. Podgana. Podgana. A ni že bila? Prejšnji. A v prejšnji rundi, ok. Podlasica. Je bila pa ravno kar. Ne, več kar nazaj, ne? Ja. Prejšnji krog. Sorry. Kuna. Kuna. Komar. Komar. Jež. Ješ. 10. 8. 7. Kako? Muha. Odlično. Bober. Bober, ja. Želva. Želva. Hrček. Hrček. Niso grih avtohtoni, ampak ja. A? Pujs. Pujs. 8. 7. 6. Kar štejemo, ja? Mačka. Je pa že bila to runda, a ne? Ti si rekla, ne da? Mislil sem. Mislil si, pa žal boš mogel počepati. Pridite malo bliže vi, kolegi. Metul. Metul. Morski prešiček. Morski prašiček. Zajec. Zajec. Čmrl. Čmrl. Sršen. Sršen. Čebela. A je Ja, že jaz bil? sem ga že rekel na začetku. Sršen je bil, ja, počepneš, v redu. Čebela. Trot. Osa. Osa, stopi tle za mano. A ni zdaj. Tle stopi. Kdo je rekel trot? Ampak na angleško. On je rekel trot. Trot je že bil, meni se zdi. Sem to že rekel na angleško. Ja, Jaz sem rekel osa. osa. To je že bila. Ja, mislim, Kdo da je rekel? On je rekel, to je že Si bila. ti rekel osa? prej ne. V prejšnji rundi. Prejšnji. Dobro. Osa. Gremo naprej, vse ni pomembno. Mislim, da bo še malo napet. 9, 8. A škržat je. Ja, seveda. Je. Jastreb. Dobro. Jastreb. Skopčevka. Naj ti bom jastreb. Stonoga. Stonoga. Pet malo bližje. Močerat. Oče rad. A ni že bilo? 9, 8, To je bilo eno rundo. 6, 5, 4, 3, 2, Polš. polž. To je že bilo. To je že bilo. A je že bilo? Daj, prejšnji rundi je v tej. V tej 3-krat. Je že bilo? Polž. Ok, počepni. Čestitam Urban za zmago. Dobiš magnetek, katerega si bo sam zbral. Pač medveda, risa ali pa volka. Ja. Kaj boš zbral? Po mojem, da risa. Risa? Ja. V redu, dobiš. Hvala.